Vemo, da je danes Slovenija med najbolj obdavčenimi po delu v svetu in vemo, da je Slovenija med najmanj obdavčenimi po premoženju v svetu. Ti dve izhodišči sta pomembni, ampak pomembno je tudi to, da ugotovimo, kakšen je neto dohodek posameznih oseb najprej, šele potem se ukvarjamo s spremembami, hkrati da ugotovimo, kakšno je premoženje dejansko posameznika. Zato bo spremembe šle v smer transparentnosti, v smer preglednosti dejanskega premoženja in dejanskih prihodkov, potem pa sprememb tako dohodninske zakonodaje, kot tudi spremembe zakonodaje pri davku na premoženje. Rad bi poudaril dvoje, časovnica bo taka, da bomo poskušali ujeti leto 2024 s spremembami dohodninske zakonodaje, s katerimi bi večinoma razbremenili sedanje plače, in spremembami davka na premoženje z letom 2025. Iskali bomo družbeni konsens, na kakšen način zbrati dovolj davčnih virov, zato da bomo lahko Slovenijo spremenili, reformirali še bolj pravično družbo.